milijard dolarjev na dan. Toliko trgovine vsak dan poteka med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. In trenutno je dogovor, ki ureja vse to, pred obnovo. Pogajanja pa ne potekajo gladko. USMCA, severnoameriški trgovinski sporazum, ki ga je Trump izpogajal v svojem prvem mandatu in se je rad z njim hvalil, je ta teden dosegel rok za obnovo. Iz ZDA so tako izjavile, da niso pripravljene obnoviti sporazuma v trenutni obliki. Washington želi spremembe, predvsem to, da bi bilo 50% avtomobilov prodanih v Severni Ameriki izdelanih v Združenih državah, kar bi v ZDA prineslo več delovnih mest v avtomobilski industriji. Kanada in Mehika pravita, da je to rdeča črta. To pa tudi pomeni, da bi se cene avtomobilov, kot sta Ford Maverick in Chevrolet Equinox, lahko zvišale za 5 do 7%, če bo predlog sprejet. Kaj se zgodi, če se obe državi ne strinjata? No, Trump je že povedal, da sploh ne namerava obnoviti dogovora in dodal, da Amerika ne potrebuje ničesar, kar imata Kanada ali Mehika. Zdaj se nam pridružuje Moshe Lander, je višji predavatelj ekonomije na Univerzi Concordia. In kot kanadski ekonomist ima verjetno zelo neposreden interes pri tem, kako se bo vse to razpletlo. Torej, Moshe, kje pravzaprav trenutno stojimo? Zakaj misliš, da je Trump nenadoma tako razočaran nad dogovorom, ki ga je sklenil? To je zanimiva izbira besed, ki si jih uporabila, Nataša. Rekla si nenadoma. Mislim, da to sploh ni nenadno. Trump je v zadnjih 40 letih v javnosti spreminjal mnenje o vseh večjih političnih vprašanjih, že od časa, ko je bil nepremičninski mogotec v New Yorku. Samo pri eni stvari je bil dosleden. Ne mara proste trgovine. In tudi, ko je v svojem prvem mandatu razglašal, da je to najboljši dogovor, kar jih je bilo kdaj podpisanih, se sliši znano? To ni bil najboljši dogovor, kar jih je bilo kdaj podpisanih. Najboljši dogovor je bil prvotni sporazum NAFTA. In zdaj je nenadoma proti njemu. Ampak to je njegova narava. Ne mara proste trgovine. Prejšnji teden je imel 3 možnosti. Ena je bila, da ga obnovi, druga je bila, da ga popolnoma razveljavi in reče, končali smo, umikamo se, tretja možnost pa je bila, da ne izbere ne ene, ne druge. To je tista, ki jo je izbral. In tako se zdaj soočamo z desetletjem rednih obnovitev in sprememb, preden bomo lahko prišli do točke, ko bomo morali reči, ali ostajamo za stalno ali pa izstopamo. Zdaj se zdi, da je Kanada v bistvu postavljena na stranski tir, medtem ko ZDA in Mehika vodita pogajanja. In obstaja resničen strah, da bosta Washington in Ciudad de México prišla v Ottavo z že sklenjenim dogovorom in rekla, vzemi ali pusti. Ampak kako bi ta dogovor izgledal, glede na to, kar razumete iz poročil? Ja, mislim, da ga trenutno bolj zanimajo dvostranska pogajanja. Torej, prvotni dogovor iz 80-ih, zgodnjih 90-ih let je bil sklenjen tako, da so vse 3 države sedele za isto mizo in je moral vsak malo popustiti in malo pridobiti. Tako dober dogovor deluje. Vsak je nekoliko nezadovoljen s tem, kar na koncu dobi. Kar je zdaj naredil, je to, da je poskušal razdeliti Mehiko in Kanado, jo v bistvu izolirati in izkoristiti položaj ZDA kot prevladujočega gospodarstva v dvostranski trgovini ter reči, tako bomo zdaj delali stvari. Tudi če doseže dogovor z Mehiko, ne mislim, da je Mehika pripravljena priti v Kanado in reči, vzemi ali pusti. Claudia Scheinbaum je povedala, da smo tukaj nekako usklajeni s Kanado in da se bolj strinjamo, kot bi si morda mislili. Mehika je hitro postala 5. največji trgovinski partner Kanade, medtem ko je bila pred približno 30 leti, ko je bil dogovor podpisan, zelo nepomembna. Zato imam občutek, da ne bo ravno tako. To, kar se bo zgodilo, je, da bodo ZDA začele pogajanja s Kanado in Kanadi rekle, glejte, pogajate se samo z nami. Če želite govoriti z Mehiko, kar izvolite, ampak to ne bo vplivalo na naša pogajanja tukaj. V redu, Moshe, ostanite z nami, ker imamo še eno temo, o kateri vas želimo vprašati. Kaj pa, če bi ameriška vlada imela delež v pogovornem orodju ChatGPT? To pravzaprav ni tako neverjetno, kot se sliši. Po poročanju naj bi OpenAI v zgodnjih pogovorih, da bi ameriški vladi predal 5% delež v podjetju. In izvršni direktor Sam Altman to predstavlja kot najbolj pravičen način, da bi od razcveta umetne inteligence imeli koristi tudi navadni Američani, ne le vlagatelji iz Silicijeve doline. Zamisel bi delovala podobno kot naftni sklad Aljaske, kjer bi dobički od umetne inteligence na koncu pritekali v javni sklad in bi lahko izplačevali dividende državljanom. A tukaj je tisto, zaradi česar to ni le predlog, ki naj bi vzbujal dobre občutke. Podjetja za umetno inteligenco so trenutno pod velikim pritiskom Trumpove administracije. Anthropic je imel svoj najnovejši model začasno ustavljen strani vlade zaradi skrbi za nacionalno varnost, preden so ta teden ponovno dobili dovoljenje. Če smo iskreni, je dodelitev finančnega deleža Washingtonu v teh podjetjih tudi zelo učinkovit način, da regulatorje obdržijo na svoji strani. No, OpenAI in Anthropic se oba pripravljata na uvrstitev na borzo, kar bi jo lahko vrednotilo na več kot $1 bilijon vsakega. In 5% od tega je pravi denar. In resno vprašanje, kdo bi moral biti lastnik prihodnosti umetne inteligence? Moshe Lander, še vedno ste z nami.
Veste, Sam Altman to predstavlja kot deljenje koristi umetne inteligence z javnostjo. Toda s tem, ko vladi podelijo delež, Washingtonu dajo tudi neposreden finančni interes za uspeh teh podjetij. Ali to pomeni, da bodo regulatorji bolj verjetno popustljivi do industrije, namesto da bi jo pozvali k odgovornosti? Ja, to ni dejanje altruizma strani Sama Altmana. To ne počne zato, ker bi želel, da bi vsi imeli koristi. Sam sem vprašal ChatGPT, kaj meniš o tem, da bi te imela v lasti vlada? In odgovor je bil strašljiv. Zelo strašljiv. In mislim, da je to verjetno dober odgovor. Veste, če vlada začne imeti deleže v tem, kdo lahko potem zagotovi, kakšen vpliv bo imela na to, kako generativna umetna inteligenca sploh ustvarja svoje odgovore. Ali bodo to odgovori, ki jih ameriška vlada želi, da jih vidite? In seveda, odkot črpa svoje podatke, lahko na to zlahka vpliva vladna regulacija. Vladni regulatorji bi bili v normalnih okoliščinah morda nekoliko bolj sumničavi glede tega. Toda seveda smo v zadnjih nekaj letih videli, da je bilo veliko norm in predpisov, ki veljajo v ZDA, zavrženih in da je zbliževanje podjetij z vlado in obratno postalo veliko bolj pogosto. In zato obstaja resničen strah, da bi to lahko postala priložnost za korupcijo, ne le zaradi teh 50 milijard, ampak tudi zaradi vprašanja, kako se zdaj oblikuje umetna inteligenca. In kakšna sporočila se pošiljajo v imenu umetne inteligence, namesto da bi bila ta morda nekoliko bolj nepristranska ali objektivna? Mislim, Anthropic in OpenAI bi lahko bila ob uvrstitvi na borzo vredna več kot po $1 bilijon, naj dodam. 5% se sicer sliši malo, ampak to je $50 milijard na podjetje. Torej bi rekli, da je ameriška vlada sploh sposobna biti odgovorna delničarka v najmočnejših tehnoloških podjetjih na svetu. In potem, veste, ko govorimo o vseh teh vprašanjih, ki ste jih pravkar omenili, kaj se zgodi, ko se interesi nacionalne varnosti spopadajo z motivi za dobiček? Ja, to je bistvo. Ko imaš zasebno podjetje, jih v celoti motivira dobiček, kot jih tudi mora. To je tisto, kar spodbuja inovacije in prinaša nove ideje, ustvarjalnost, nižje cene, večjo raznolikost izdelkov in podobne stvari. Vse to izhaja iz dobičkovnega motiva. Ko pa je vlada zraven za mizo, nisi več prepričan, ali te žene dobiček, ali pa poskušaš zadovoljiti vlado. In ko vidiš, da državni regulatorji posegajo vmes in pravijo, hej, to je vprašanje nacionalne varnosti, se vprašaš, ali je to res, ali pa je to le način, da si opravičijo, da želijo nekaj od tega vzeti zase. Če pogledaš, kako se je ameriška vlada lotila bitcoina in drugih kriptovalut, bi lahko rekli, da je tam veliko skrbi glede nacionalne varnosti. Ampak zdi se, da so zelo pripravljeni sodelovati s temi podjetji, vendar ne v imenu nacionalne varnosti, temveč zaradi dobička. Videli smo nedavne Trumpove prijave dohodkov in zaslužil je več kot, koliko je bilo, $2 milijardi ali nekaj takega leta 2025. In velik del tega je prišel iz kripta. Ali bomo ugotovili, da je to način, da vlada zgolj služi in iz tehnologije izvlači denar? Sploh nisem prepričan, da je $50 milijard strani vlade res pravi način za reševanje stvari. In čeprav je to za vas in zame pravi denar, je ameriško gospodarstvo vredno okoli $30 bilijonov. $50 milijard je zgolj zaokrožitvena napaka. Zato nisem povsem prepričan, da jih skrbi, da bo to zanje pravi denar, še posebej, če jim to prinese izjemen vpliv in nadzor nad industrijo, ki jo predstavljajo kot prihodnost. Vse to je res tako preplavljajoče. Mislim, da o umetni inteligenci poročamo že leta. Očitno se zdi, da je zdaj na vrhuncu in to niti ni pošteno. Mislim, da bo od tu naprej samo še rasla, tako uporaba kot sprejetost. Zato je dejstvo, da ima ameriška vlada, če sem iskrena, tako velik delež v podjetjih OpenAI in Anthropic, nekaj, o čemer bi moral prav vsak državljan trenutno razmišljati. Moše, najlepša hvala, da ste se nam pridružili in razložili obe temi. Upam, da vas bomo kmalu spet gostili.